Današnja podelitev priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost je več kot jasno pokazala, da je to eden od načinov, ki lahko v teh časih toliko bolj pripomore k reševanju zagatnih situacij. Namreč bolj, ko je trg majhen, kar velja za slovenski trg, pogosto seveda je ta majhnost prisotna tudi v ravnanjih dejanjih, kar je absolutno napačno, vendar majhnost trga kot taka ob drugih omenjenih zahteva toliko večjo kvaliteto, prizadevnost, tudi smelost in seveda poslovna odličnost je brez nadaljnjega eden od momentov, ki ga tudi v Združenju malih delničarjev podpiramo. Sploh, ko gre za mednarodne in evropske kriterije, ki so tu prisotni pri podelitvi tovrstnih nagrad. Prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2011 je podjetje TPV delniška družba iz Novega mesta. Moje mišljenje je, da poslovna odličnost oziroma model poslovne odličnosti v bistvu prikazuje, koliko je tveganje, ali bo podjetje čez 3 do 5 let še živo. In logično je, da so vsi deležniki podjetja oziroma organizacij potem od tega odvisni. Ali gre za banke, želijo čez 3 leta, 5 let dobiti vrnjene kredite, ali gre za lastnike, hočejo imeti neko vrednost čez 3 do 5 let. Skratka, razmišljanje je, da bi morali ocenjevati vsa podjetja, še posebno pa tista v državni lasti, ker verjetno pa država vsekakor ima interes, da je podjetje živo tudi čez nekaj let. TPV je delniška družba. 93. leta so zaposleni odkupili TPV in praktično cela zgodba je potem grajena z zaposlenimi, zaradi tega zgodbo z malimi delničarji zelo dobro poznamo. In zaradi tega tudi skrbimo in dogovorili smo se na začetku in še danes vedno velja. Imeli bomo likvidno delnico, ker enostavno, če bo kdo rabil, bo lahko prodal in imeli bomo tudi stabilno dividendo. In tega se držimo tudi danes in zaradi tega so tudi naši delničarji zelo zadovoljni in veliki in majhni. Jaz se zelo veselim sodelovanja z vseslovenskim združenjem malih delničarjev. Mislimo, da smo kot civilna družba, da se zavzemamo za podobne zadeve. Seveda se združenje malih delničarjev zavzema za korektno zastopanost malih delničarjev v nadzornih svetih. Mi se pa zavzemamo, da bi uprave oziroma družbe uporabljale ustrezne metode, ki bi dale ustrezen donos delnicam. Korporativno upravljanje je izjemno pomembno v podjetjih in majhnih in zlasti pa večjih podjetjih in tam, kjer ta trikotnik med nadzornim svetom, upravo in delničarji dobro funkcionira, se to pozna na koncu in še prej tudi pri rezultatih podjetja. Ker je pa ta veza pretrgana in so kakršnekoli stvari, ki so nedorečene ali na pol domišljene, se pa to hitro pozna v tem, da se ali izgubi zaupanje nadzornega sveta ali uprave in takrat pač se to trpi tudi podjetja. Posebej pa nas veseli in to želim izpostaviti, da ta odličnost, poslovna odličnost in ta priznanja vključujejo tudi področje korporativnega upravljanja družb, kjer gre za vprašanja manjšinskih delničarjev, odnosov do lastnikov, tudi manjšinskih malih delničarjev v družbah, njihove možnosti za participacijo pri upravljanju družb, zaščite njihovih pravic
in seveda tudi možnosti pridobivanja svežega kapitala, odnosa do investicij, investitorjev, kar je žal v našem prostoru še vedno premalo prepoznano, premalo kot pomemben, če ne najpomembnejši element, ki lahko pomaga pri zagonu novega, ne samo investicijskega, ampak tudi razvojnega cikla v širšem družbenem kontekstu, ne samo na gospodarskem področju, pač pa nasploh. In zaradi tega se veselimo sodelovanja, ki so jih v tem smislu izkazali današnji prisotni, marsikdo od njih, pa tudi organizatorji in podeljevalci teh priznanj družbam. V tem letu namreč pripravljamo največje srečanje predstavnikov investitorjev v svetovnem merilu v Sloveniji in ta segment, ki je bil tu danes prisoten, bo sigurno eden od pomembnih poudarkov tudi tega srečanja.